Dobar dan, gospod in gospodje. Mislim, da moramo imeti pred očmi tri pomembne okoliščine, ko presojamo ta politični, gospodarski in socialni trenutek Slovenije. Najprej, da smo s kratkoročnimi in nekaterimi strukturnimi reformami vendarle spravili gospodarstvo iz recesije, sicer počasno, zanesljivo ukrep. Prav tako pada stopnja nezaposlenosti. Drugič, da so bile na zadnjih referendumih zavrnjene nekatere pomembne strukturne reforme, kar seveda vsekakor zmanjšuje enega od ciljev, ki smo si ga zadali, in to je, da ob povečanju konkurenčnosti zavarujemo pridobljeno socialno povezanost, ki jo Slovenci cenimo kot pomembno vrednost. In tretjič, da živimo ta hip v času politične negotovosti. Vsem se zastavlja vprašanje, kaj se bo razvilo iz politične negotovosti, ki smo jih pričali. Mislim, da sta v glavnem dve možnosti. Ena je politična konsolidacija oblasti, torej koalicije, druga politična kriza. Rad bi torej najprej pojasnil, da gre za razliko med politično negotovostjo, ki smo jih pričali, in politično krizo, ki utegne slediti kot eden od scenarijev razvoja dogodkov. Politična kriza bi namreč pomenila, da bi vlada opravljala po padcu ob glasovanju o njeni zaupnici samo tekoče naloge, prav tako pa bi bil parlament zaposlen v glavnem z manj pomembnimi za ljudi in za usodo države, manj pomembnimi odločitvami, ker jih vlada kot pripravljalec seveda v tem času niti nima pristojnosti pripravljanja. Poglejmo, kakšne so torej zdaj možnosti za razvoj glavnih dveh možnih poti. Osebno si želim, da bi seveda to politično negotovost premagali brez politične krize. To pomeni, da bi uspeli, čeprav se zdi to zdaj zelo malo verjetno, politično konsolidirati manjšinsko vlado, ki jo vodi. To bi pomenilo, da bi v naslednjih 15 ali recimo najkasneje 20 dneh uspeli v okviru koalicije med socialnimi demokrati, stranko Zares in LDS najti kompromis za morebitne potrebne zamenjave v vladi, če bi jih ocenili kot koristne za nadaljne delo koalicije do izteka mandata. Pričemer moram povedati, da se tega podjetja, torej rekonstrukcije vlade, ne bi lotil samo zaradi vtisa javnosti, da počnemo nekaj, zaradi tega, ker je pač nekaj potrebno početi, če si zavrnjen na referendumu o tako pomembnih stvareh, ampak zato, ker bi verjel, da te nujno potrebne, če bi tako ocenili kadrovske zamenjave, pomenijo dvig kvalitete dela. Naj povem, da sem predsednik vlade in ostajam predsednik vlade do verjetnega glasovanja o zaupnici, ki jo bom verjetno, o tem se moram seveda pogovoriti in dokončno odločiti po posvetu za kolegijo vladi, verjetno vezal na sprejetje rebalansa. Torej, naj ljudje ob tem hkrati razumejo, da se ne potegujem za to, da bi ostal na tem položaju za vsako ceno. Želim voditi slovensko vlado do izteka mandata, tudi manjšinsko, če bom za to imel moč in odgovornost za sprejemanje potrebnih odločitev, ki peljejo Slovenijo naprej. Mi smo v tem času mnogo dosegli, mnogo stvari tudi ne, bile so zavrnjene, to moramo upoštevati, namreč odločitev ljudi, kljub temu, da menimo, da bi bilo drugače bolje. Če bo izglasovana, če bo vložena seveda ob odločitvi o rebalansu pobuda za glasovanje o nezaupnici, če vlada, ki jo vodim in jo nameravam voditi tudi v prihodnje, če bomo dobili zaupnico,
Če ta ne bo izglasovana, potem se začenja za Slovenijo žal obdobje politične krize, z vsem, kar politična kriza seboj v teh negotovih časih prinaša. In želim si, da bi jo čim prej prebrodili. Osebno sem naklonjen predčasnim volitvam. Mislim, da v času, ko ljudje pogrešajo nekaj, kar vi vedno poudarjate v svojih člankih in komentarjih, namreč zaupanje v institucije, da preprosto ni mogoče pričakovati, da bi nekdo, ki ni dobil mandata na volitvah, povzel vodenje vlade, da je to pravzaprav z vidika pričakovanja zaupanja javnosti v institucijo vlade kot pomembno institucijo vodenja države skoraj da neizvedljivo. Torej, ne sklenem ta uvod. Jaz sem danes to odprl tudi na začetku seje vlade, pozval tiste, ki so želeli sodelovati v tej diskusiji, da povedo svoja mnenja. Dobil sem zagotovilo ministrici in ministrov, zdi se mi to pomembno povedati, da bodo tako kot doslej, tudi do zadnjega trenutka, ko utegnemo imeti mandat, delali po svojih najboljših in profesionalnih močeh, tako da do glasovanja o verjetnega glasovanja o zaupnici, ga bom, če se bomo tako odločili, vezal na rebalans in interventni zakon, do takrat lahko ljudje zaupajo vladi, da bo delala s polnimi jadri. Ob tem pa bom seveda kot predsednik vlade in šef največje vladne stranke poskušal, ne da bi to moteče vplivalo na delo vlade, poiskati rešitve za konsolidacijo koalicije. Če to ne bo uspelo, se bo to pokazalo ob glasovanju o zaupnici vlade, ki jo bom bil vezal na rebalans. Zdi se mi to pošteno do poslank in poslancev, ki so mi zaupali mandat, zdi se mi pošteno do javnosti. Prvič, da javnost vidi, da nisem iz testa, ki bi vrglo puško v koruzo, niti nisem iz testa, ki bi se oklepalo oblasti za vsaki cen. Da sem sposoben v zelo takih napetih trenutkih ravnati preudarno, odločno, da ima moje ravnanje smisel. Mislim, da se bo to pokazalo, ne nazadnje za mano 20 let političnih izkušenj in zdaj je čas, da vse to z svojimi odločitvami tudi pokaže. Izvolite, imate vprašanje. Torej, omenjate možnost zaupnice, kar se rebalansa in interventnega zakona tiče. Zanima me, vseeno ostaja sklep včerajšnji zavesa glede datuma 25. junij, prej pa je minister Križanič rekel, da bo glasovanje o dveh zakonih o rebalansu in intervencijskem verjetno sredi julija. Kako boste potem dobili zaupnico, če vam po 25. juniju pravzaprav ostane 33 poslancev v koaliciji? Najprej, že prej sem bil omenil, da vodim manjšinsko vlado. Pri čemer bi rad, da javnost ne spregleda. In tukaj bi se rad zahvalil poslankam in poslancem, ki niso člani koalicijskih strank, da glasujejo za tega ali onega zakona, za katerega menijo, da je v korist. Brez njihovega konstruktivnega sodelovanja manjšinska vlada seveda ne more normalno delati. To je prva stvar. Druga stvar, minister Golobič mi je sam dejal, da gre za instruktivni rok. To ne pomeni, da je to nek ultimat, kjer bi bilo vse odločeno. Jaz se tudi v odločitve koalicijskih strank ne bi nikakor ne mešal, to so njihove stvari, oni imajo pravico presojati razmere v državi, tako tudi seveda stranka, ki jo jaz vodim. Imam občutek, čeprav je to vladna tiskovna konferenca, ne želim govoriti o stranki, da je to stranka, ki je vendarle v teh 2 letih in pol, ko je šlo težko, ko je bilo dostikrat potrebno sprejemati strateške odločitve in se odločiti prav, da je bila steber stabilnosti,
in da je uživala potrebno zaupanje tudi koalicijskih strank, do nedavnega, ko je iz koalicije izstopil Desus zaradi pokojninske reforme. Vidite že in videli boste, da verjetno nova pokojninska reforma ne bo nič milejša od tiste, ki so ljudje zavrnili, nasprotno. Ocene bonitetnih hiš že subsumirajo predpostavko, da bo Slovenija sprejela ostrejšo pokojninsko reformo. Toda te zgodbe s kozarci se verjetno spomnili s tiskovne konference. Imeli smo priložnost skočiti čez to višino in mislim, da smo bili zmožni, da bo potrebno skočiti čez višjo in upajmo, da bomo takrat morda zaradi brezizhodnosti situacije storili. Torej, naj odgovorim na vaše vprašanje dokončno. V naslednjih 15-20 dneh, kolega Golobič mi rekel, da gre za instruktivni rok, seveda, bomo poskušali najti usporedno z normalnim delom na vladi rešitve za morebitno konsolidacijo vlade. Jaz sem tudi pozval oba kolega Golobiča in kolegico Kresalovo, da mi ustno ali pisno povesta, katere ministrske položaje bi morda vlada lahko, brez da bi trpela kvaliteta naših odločitev, morda pustili nezasedene, jih združili. Če menijo po njihovi presoji, da kakšen od ministrov dela slabše od njihovih pričakovanj, da mi tudi to odkrito povedo in da mi povedo, koga vidijo na tem položaju. Za vse to sem seveda dojemljiv kot predsednik vlade, sem pa na koncu seveda tisti, ki sprejema dokončne odločitve in tako bom tudi ravnal. Prosim. Mene zanima, včeraj je bil tako rekoč skuhana zelo vroča juha. Vi ste jo izredno ohladil. Kje je bil tisti vaš argument, da ste in LDS in zares pripričal, da v bistvu ni treba nobenega ministra menjati, oziroma se zdaj pogovarjamo o nekih ministrih, ki bi jih morda zamenjali, medtem ko sta in Kresalova in Golobič ponujala in svoj odstop in zahtevala vaše? Najprej, kot rečeno, smo v položaju politične negotovosti. Dejal sem, da obstajata dve alternativi. Politična kriza, ki si jo Slovenija ne zasluži, niti ne potrebuje. Ker imamo dovolj moči, se mi zdi, da se izognemo nesprejemanju ukrepov, ki so potrebni za nadaljevanje okrevanja in umeščanje Slovenije v klub tistih, kjer želimo biti, da je to zdaj pravi čas, ko moramo storiti. Drugače bomo začeli zaostajati. Poleg zavrnitve nekaterih reform na referendumi bomo zdaj imeli še politično krizo, kjer se niti kratkoročni ukrepi več ne bodo sprejeli. Jaz mislim, da si naši ljudje tega niti ne želijo, niti ne zaslužijo. Če menijo, da mora priti nekdo drug in menijo, da bi bolje opravil svoje delo, mislim, da imajo in pravico, hkrati pa, da ima tisti, ki se bori za ta položaj, tudi dolžnost, da pove, kakšen bo njegov odnos do pokojninske reforme, kakšen bo njegov odnos do zdravstvene reforme, kakšen bo njegov odnos do privatizacije državnega premoženja, kakšen bo odnos do socialne države. Vse to mislim, da morajo ljudje vedeti, če želimo, da bodo imeli zaupanje do tistega, ki mu bo to podelili mandat. Glejte, gospe in gospodje, sej me nazadnje vidite, sem tudi osebno odgovoren za to ustavno situacijo, ker sem bil član Bučarjeve ustavne komisije, ampak takrat na to nismo pomislili. Poglejte, smo v eni zelo do neke mere paradoksalni situaciji, ko ljudje odločajo na referendumu o posamičnem zakonu in v tem tudi o usodi zaupanja v večino, ki je sprejela zakon. Medtem ko lahko večina v državnem zboru sprejme odločitev o novem predsedniku vlade in to se ne more vprašati ljudi, ali se s tem strinjajo ali ne. Se strinjate, da je to paradoksalna situacija. Kaj vam hočem povedati? Če, in to govorim iz izkušenj kot predsednik vlade v teh 2,5 težkih letih, če želite imeti liderje, ki vodi vlado skozi težke trenutke, ne vedno
uspešno. Ne vedno brez napak. Ampak skozi težke trenutke, tudi takrat, ko se zdi, da je vse nemogoče, potrebujete človeka, ki čuti, da ima mandat ljudi. Jaz vem, da obstoji veliko ljudi, ki me ne podpira. Vem, da so veliki dvomi in zaupanja, nezaupanja v posamične odločitve in tudi vame osebno. Vendar pa sem seveda nek mandat dobil in na osnovi tega mandata opravljam svoje delo. Tako pričakujem, da bi bilo tudi od naslednjega predsednika ali predsednice vlade prav, da dobi mandat na volitev. Ne z politično manjšino v državnem zboru. To je moje globoko prepričanje. Jaz ne bi ugibal, zakaj je po referendumih, kjer so ljudje izrazili svoje nestrinjanje z referendumskimi, z reformnimi ukrepi, zdaj postalo naenkrat ozračje tako zelo naelektreno. Do neke mere seveda skušam razumeti, vendar pa tisti, ki zastavljajo zdaj vprašanja, morajo tudi imeti odgovor, ne samo zastaviti vprašanja, če imajo in koliko imajo odgovornosti za sedanjo oblast. Jaz torej zastavljam tista vprašanja, na katere menim, da imam tudi odgovore, ker je že teh vprašanj dovolj in ne dodatnih, ki bi dodatno zapletala politično, gospodarsko in socialno situacijo na svetu. Kar izvolite? Vprašanje, ker bo potem brez vede, da ne postavljate. Pravzaprav, ali pravite, da ste pozvali na nekako pisno ustno sporočitev, katera ministrstva bi recimo odpadla, koga bi zamenjali in tako naprej, ampak nihče danes vam ni, ne Katarina Kresal, ne Golobič, omenili, da zahtevajo pravzaprav vaš odstav, vašo menjavo. Kot rečeno, seveda imajo to pravico in če menijo, da je to pogoj za to, da se imenuje nova vlada pred predčasnimi volitvami, bodo to storili z glasovanjem proti vladi, ko bom v državnem zboru poslal rebalans. Jaz bom poskušal v naslednjih 15 ali 20 dneh pojasniti, zakaj je to precej drzno ravnanje, ker bo privedlo v politično krizo z nepredvidljivimi konsekvencami. Če boste pri tem ustrajali, morda ne boste. Vendar bom spoštoval njeno odločitev in zavedajoč se, da ne bom imel podpore verjetno v državnem zboru, prišel z glasovanjem o zaupnici, zato da bodo ljudje, ki so mi podelili ta mandat v državnem zboru, tudi imeli pravico, da mi ga oduzamejo. Jaz bom tako odgovorno končal svoje delo in poskušal potem v času politične krize po svojih najboljših močeh svetovati mojim kolegom, da so predčasne volitve najboljše iz dveh razlogov, ker dobimo predsednika vlade oziroma najmočnejšo politično silo, ki bo sestavila koalicijo na volitvah, je to povezano z voljo in zaupanjem ljudi in ljudje se bodo lahko odločali na osnovi tega, kaj jim ima ta ali oni kandidat za predsednika vlade povedati v zvezi z njihovo sedanjostjo in prihodnostjo. Rad bi vam povedal, spoštovane državljanke in državljani, da ima Slovenija v tem trenutku performanse, ki nam zagotavljajo, da ob trmastem ustrajanju pri nekaterih sicer težkih, a pomembnih in neizogibnih odločitvah ne samo izidemo iz recesije, ampak da se sicer morda nekoliko počasneje, a vendar zanesljivo pridružimo kljubu najbolj razvitih držav, torej da pridemo v skupino držav, kateri smo želeli priti, ko smo se osamosvajali. Zaenkrat je Slovenija stabilna država, je sicer v času negotovosti politične, vendar je stabilna država, ima gospodarsko rast, pada stopnja nezaposlenosti, ima obvladljiv proračun, ima obvladljiv javni dolg. Zaradi vsega tega je spoštovana v mednarodni skupnosti. Če se bodo odločili poslanke in poslanci, da ta vlada ne uživa več zaupanja, bo prišlo do politične krize, torej moj predlog bo predčasne volitve, torej moje mnenje, mislim, da tudi prevladujoče med mojimi kolegi v stranki, vendar je tudi, veste, to vse odločitev njih niso vezali nikakršna navodila po ustavi, vendar mislim, da je bila to najboljša pot. Tako da bomo videli, torej, jaz si bom zaenkrat prizadeval, da bo delo vlade teklo nemoteno,
do takrat, ko bo vlada imela mandat, da bom ob tem poskušal konsolidirati manjšinsko vlado. Če to ne bo uspelo, bo za glasovanjem o nezaupnici mogoče torej odvzeti mandat predsedniku vlade in celotni vladi. Začela se bo politična kriza, v tistem času se bo treba znajti, kolikor bo kdo za to tudi odgovoren. Naša stranka novega mandatarja ne bo predlagala, tako da se mi zdi to pomemben podatek. In bo čas potem, da tisti, ki nas bodo do te situacije pripeljali, tudi povedo, kaj je najboljše za izhod. Sami ste se večkrat navezali zdaj na predčasne volitve. Kako ocenjujete poziv prvaka SDS Janeza Janše k predčasnim volitvam in hkrati njegovo ponudbo za koalicijsko sodelovanje SDS in SD v prihodnem mandatu, če pride do predčasnih volitev? Bi to sprejeli? Jaz se bom seveda odgovoril na to vprašanje izognil. Ne bi rad zamudil priložnosti, da sem tiho takrat, ko bi vsi želeli slišati moj odgovor.